kako so stavkali na meji, v šolstvu in zdravstvu. Živahno tudi na protestih po Sloveniji. Tudi v Mariboru brezplačno varstvo otrok stavkajočih. Gledališče Gnosis in drama absurda. Dober dan. V današnji splošni stavki javnega sektorja naj bi sodelovalo med 80 in 90 tisoč javnih uslužbencev, ki so se udeležili protestnih shodov v večjih mestih. Po podatkih Sviza je stavkalo okoli 39 tisoč zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi. S protestnim shodom so tudi učitelji na Mariborskem trgu Svobode podprli stavko. Nezadovoljni so z vladnimi varčevalnimi ukrepi, ki v povprečju predvidevajo 7,5% znižanje plač. Še bolj pa jih moti povečanje obsega dela učiteljev in sprememba normativov, ki bi lahko pomenila tudi odpuščanje pedagoških delavcev. Učitelje so podprli tudi zaposleni v pravosodju, kulturniki, vojaki, policisti in medicinske sestre. Učitelji smo tako ali tako zmeraj na tapeti kot največji državni paraziti in sovražniki, kar je nedopustno. Mi vseeno vzgajamo bodoče generacije, svoje delo dobro opravljamo, zato smo študirali, in da se moramo kar naprej braniti zaradi plače, ki jo pošteno zaslužimo, je nesprejemljivo. V tem trenutku so plače naš najmanjši problem. Gre namreč za zniževanje standardov, ki so že doseženi na tem področju, in povečevanje učne obveze. Dejstvo je, da če je otrok 30 v razredu, je kvaliteta, da nekomu se posvetiš oziroma da mu lahko kaj podrobno razložiš, slabša. Meni kot javni uslužbenec ne moti, da mi plačo znižajo, vendar pa na drugi strani pričakujem, da se bo v zameno za to moje odrekanje v bistvu tudi potem nekaj naredilo na boljše. Skrajni čas je, da vlada vidi, na kakem robu preživetja smo mi, ki delamo v javnem sektorju. Če bi oni bili na naših mestih in imeli naše plače, mislim, da bi drugače razmišljali. Mislim, da je skrajni čas, da se tudi učitelji zbudimo in zganemo, da dobimo svoje pravice, ki nam pripadajo. Medtem pa se je vlada danes mudila v Spodnjem Podravju, ker so obisk tradicionalno začeli z delovnim posvetom na Ptuju. Glavni del vladnega obiska regije, ki ima v večini kazalnikov z področja gospodarstva in zaposlovanja rezultate pod slovenskim povprečjem, je namenjen srečanjem predsednika vlade in posameznih ministrov s predstavniki podjetij, občin, obrti, upravnih enot, sodnih, šolskih in drugih ustanov. Ogorčenje nad varčevalnimi ukrepi pa so pred šolskim centrom na Ptuju protestniki izrazili ministru za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žigi Turku, ki se je tam srečal z ravnatelji ptujskih šol in vrtcev. Minister Turk je zaradi stavke moral v srednješolski center pri Stranskih vratih in medtem, ko se je pogovarjal z ravnatelji, je pred stavbo že pošteno vrelo. Protestniki so se iz predmestne hiše namreč preselili pred srednješolski center, kjer so ga pričakali z napisi: "Nismo mi dajali tajkunom kreditov, kradli vse vprek, prijateljsko privatizirali." In žvižgi. Sramota slovenskega naroda! Uničili boste Slovenijo, kar ni uspelo nikomur do zdaj! Kar ni uspelo Nemcem, Madžarom boste vi napravili! Sram vas bode! A čeprav so bili protestniki izjemno glasni, se minister ni pustil motiti in jim je mirno obrnil hrbet. Žal s tem zaradi tega situacija v državi ne bo čisto nič boljša. Nam grozi, da če teh ukrepov ne bomo sprejeli, da novembra, decembra ne bo za javni sektor. Z njimi ni spregovoril niti po končanem snemanju, kar je množico še bolj razjarilo. Pride pred na Ptuj in se tukaj slika, niti dober dan, niti besede nam, ki smo tukaj. Hvala za tako vlado, je ne maramo. Kot da smo nič, no mislimo, prostite, to je minister. Da bi nam vse rekel dober dan, nismo vredni zgleda. Te žvižganje in skandiranje, to ne prinese nobenih konstruktivnih predlogov. Po ministrovem mnenju bodo pogovori zaradi stavke še težji, kot so bili pred njo, in še ne napoveduje popuščanja. Si je pa ogledal še eno redki graden v šolstvo, vrtec in večnamensko dvorano v Podlehniku, a če bodo varčevalni ukrepi obveljali, bo 2-milijonska investicija ostala prazna. To pomeni na nek način ena majhna smrt, sploh za podeželske vaške šole. Ravnatelj pa je opozoril še, da bo z varčevalnimi ukrepi večina njihovih učencev ostala lačnih, saj zdaj denar za šolsko prehrano pokrivajo z državnimi subvencijami. Z nami pa je zdaj predstavnik Sviza Maribor, Boris Radosavljević. Pozdravljeni. Kakšna bi bila vaša ocena današnje stavke? Najprej pravzaprav o razlogu, zakaj je do stavke sploh prišla.
Treba je vedeti, da je bilo obljubljeno pred volitvami strani opcije, ki bi šla na oblast, da bo tej državi vrnila domovinsko pravico socialnemu dialogu. Kar se tega tiče, ni bilo prav nobenega dialoga, preden je vlada pravzaprav poslala v parlament te interventne zakone. Kaj pravzaprav sindikatu potem preostane drugega, kot pač napovedati stavko? In kako bi jo ocenili, kar precej šolnikov se je udeležilo po Sloveniji? Ja, ta številka, ki jo je navedel SVIS, je točna, saj so vsi sindikalni zaupniki danes zjutraj sporočili število stavkajočih centralov, tako da ta številka je zagotovo zanesljiva. Mislim, da dokazuje, da je ogorčenje učiteljev veliko in pristno in da se seveda zavedamo trenutne situacije, ampak želimo resen dialog in resne, korektne in premišljene ukrepe vlade. Mariborska občina naj bi od vrtcev zahtevala sezname tistih, ki so danes stavkali. V Mariboru je ta podatek točen, na občini so nam zagotovili, da do takšnih groženj ni prišlo. Mi imamo konkretne podatke naših kolegov, da so to nekatere ravnateljice, nekateri vrtci to dejansko od njih zahtevali. Seveda smo to gladko zavrnili in bomo tudi sami raziskovali to, če se je to res zgodilo, bomo seveda tudi primerno ukrepali. Ste neuradno izvedeli, naj bi grozili še kateri skupini, ki je danes stavkala? Ja, danes so oglasili tudi kolegi gasilci, ki so povedali popolnoma isto zgodbo, da je tudi pri njih z občine prišel ukaz, da je treba prešteti tiste, ki bi se drznili udeležiti protestnega shoda. Samo še na kratko, bodo stavkajoči učitelji, vzgojitelji in ostali dobili plačilo za današnji dan? Če poslušamo predsednika vlade, potem ne, ampak tu ne gre za tisto klasično stavko, ker bi recimo tisti, ki so nezadovoljni s svojim plačilom, zahtevali več. Tu gre za to, da nam kratijo tisto, kar nam pripada po kolektivnih pogodbah. Potem pa je treba povedati, če smo že pri regresu, mi smo se sami, še prednje prišli do tega poziva vlade, že lani odrekli delu tega, kar bi nam po kolektivni pogodbi šlo, torej naj se regres ni niti v višini minimalne plače, ampak 600 evrov nižji, zdaj nam pa odrekajo še to. Hvala za enkrat, se še bomo pogovarjali. Sicer pa predsednik vlade je imel v Ormožu tiskovno konferenco, tam je tudi naša ekipa. Matej Korošec, pozdravljen, kaj je povedal premier? Ja, premier Janša je na tiskovni konferenci povedal, da ga ne skrbi brezposelnost v regiji, namreč ta je manjša, kot je bila leta 2005, ga pa skrbi manj delovnih mest, namreč teh je v Spodnjem Podravju manj kot v letu 2000. Sicer pa je minister Žerjav povedal, da so tukajšnji gospodarstveniki optimistični, da imajo strateške partnerje, da pa jim primanjkuje kadra. No, sicer pa na naše vprašanje, zakaj so obiskali samo dobra stoječa podjetja, kot so Terme Ptuj, pa Talum, Perutnina Ptuj, Albin Promotion in pa Boxmark, so odgovorili, da v gospodarski krizi velja podpreti le uspešna podjetja, da tista, ki niso uspela preživeti v tem času, tudi po svoje niso vredna pomoči. No, sicer pa je danes premier in pa ministri bili deležni tudi številnih vprašanj povezanih s stavko. Kaj je o sami stavki povedal premier Janez Janša, pa poglejmo v njegovi izjavi z tiskovne konference. Nobene dileme ni. Institucije, ki so bile zaprte, ker se je stavkalo, pač ne bodo dobile sredstev za en dan za plače v tem mesecu. Tudi smo veseli predstavnikom sindikatov, ker zelo natančno obveščajo, koliko ljudi je stavkalo, ker bo to pač pomagalo pri temu, da se tukaj, da pristop ne bo krivičen. Da v naših ocenah so danes stavkali tisti, ki jih kriza ni prizadela. Tisti, ki jih je pa kriza dejansko prizadela, to so brezposelni, ki nimajo kje stavkati in dejansko težko živijo. In tisti, ki delajo v gospodarstvu, pa danes niso stavkali, ampak so delali. Tudi za plače tistih, ki so danes stavkali. In to se nam ne zdi pravično, kajti za to stavko ni bilo nobenih formalnih razlogov, zato seveda tudi ne more biti plačana in ne bo plačana. Sindikati imajo svoje sredstva, svoje fonde. Kolikor želijo to stavko plačati, jo lahko mirno plačajo iz milijonov, ki jih imajo na svoji hranilnici, tako kot je to urejeno v glavnem povsod drugod po svetu. Še vedno pa je z nami gospod Radosavljević, kako bi komentirali to izjavo premijeja? Nasploh, mogoče nekaj o teh ukrepih. Ne poznam države, ki je v krizi in ki bi se odločila krizo reševati tako, recimo, da bo drastično zmanjševala stroške izobraževanja in posebej raziskovalne dejavnosti. To je zelo inovativen pristop reševanja krize in
Mu ne zaupam enostavno, očitno pa nisem edini. Torej, komentar na to, da stavka ne bo plačana, da ste pridno zbirali sezname, seveda v korist vlade. Ampak teh seznamov vladi seveda ne bomo izročili in zaenkrat upamo, da smo pravna država in bo o tem na koncu odločal kdo drug in ne z dekretom predsednik vlade. Sindikati ob varčevalnih ukrepih in interventnem zakonu omenjajo tudi referendum. Ali menite, da bodo ljudje podprli ta vaša prizadevanja? S temi ukrepi nismo prizadeti samo mi, ampak so prizadete nosečnice, upokojenci, študentje, dijaki, skratka brezposelni vsi. Zadeva vse in mislim, da tukaj ni nobenih posebnih problemov, da bi se ljudje pridružili pri tem. Vi stavko nadaljujete? Stavka bo prekinjena, potem pa bomo tudi na podlagi poteka pogovorov z vlado odločili, kako bomo vodili naprej. Kolegi policisti imajo drug pristop, oni bodo stavko nadaljevali, po potrebi so rekli tudi nekaj mesecev. Najlepša hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Stavkalo je tudi okoli 30.000 zaposlenih v zdravstvu. Bolniki tega niso občutili, saj je bilo tako za nujne primere kot drugo poskrbljeno. V ptujski bolnišnici in tamkajšnjem zdravstvenem domu se je del zaposlenih udeležil tudi protestnega shoda pred mestno hišo. Zaman pa so čakali na priložnost, da se srečajo z zdravstvenim ministrom, ki je bil tam na obisku. S transparenti so se zdravstveni delavci zbrali pred ptujsko bolnišnico in upali, da bodo pričakali tudi ministra. Za njegov obisk so izvedeli šele iz medijev. Kot pravijo, gre še za en primer ignorance vlade. Težko gledamo, sploh mi, nižji kader, ne, delavci, ne, od strežnic naprej, sestre. Jaz delam v operacijski kot inštrumentarka. Če bi bilo to znižanje, zdaj ko še niso odpravljena plačna nesorazmerja, bi se to sigurno poznalo, prehrana, prevoz. Zaradi zamude prihoda ministra mu tega niso mogle sporočiti. Minister pa stavkajočim se nisem namerno izognil. Poleg tega sem jaz tudi ob prevzemu mandata že predstavnike sindikatov sprejel in tudi smatram, da je njihov razlog za stavko, kot so ga navedli, se pravi zahteva po sprejemu normativov, popolnoma neupravičen, glede na to, da sem jim povedal, da seveda to vključujemo v socialni dialog. Je to po mojem mnenju samo izgovor, da se stavka. Stavka je absolutno upravičena, brez komentara, da bi bila neupravičena, ker če ti nekdo že pred tolikimi leti nekaj obljubi in ti tega približno 5 let ne da, po 5 letih pa se odloči, da ti bo to vzel in zraven tega ti bo vzel še nekaj, ne vem, kako lahko reče, da je neupravičena. Na stavkajoče pritiska vodstva ni bilo, manj razumevajoči naj bi bili zdravniki. Iz neuradnih virov, koliko so nam povedale kolegice, se je včeraj dogajalo, da so dodatno klicali bolnike za operativni program. Sicer pa so bile ambulante dopoldne bolj ali manj prazne, delo je potekalo v normalnem obsegu. Za voljo pacientov moramo delati, ne moramo jih pustiti brez zdravstvene oskrbe. Tu v urgentni službi smo vedno pripravljeni za vse situacije, tako da pri nas ni nekih izpadov. Danes ste naročeni? Naročeni, ja. Pa normalno dela ambulanta nis? Malo sicer je, prek že 40 minut, ampak drugače pa normalno. Jaz sicer podpiram, žena isto dela v javnem sektorju isto, tako da jo podpiram. Koliko časa čakate? Res ne, 15 minut. Dan sicer se čaka, delajo pa. Sicer podpirate to stavko? Ja, jo podpiram, ker poznam boljše situacijo, ker moja žena tu dela v zdravstvu. In glede na prazne čakalnice so pacienti več kot očitno pokazali solidarnost stavkajočimi. Stavka policistov in carinikov pa je v Podravju minila brez večjih pretresov, saj so oboji delo v skladu z zakonom morali izvajati. Na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje, kjer so zaradi stavke bili pričakovani zastoji, slednjih zaradi izjemno skromnega prometa ni bilo. Analizo o izvršenju stavke bomo opravili, ko bo stavke konec, o koncu stavke bo pa odločil stavkovni odbor. Kdaj bomo lahko dobili kakšno konkretno informacijo? Ja, gledajte, konec konca vidite, danes nekega prometa ni. In če stavkajoči cariniki ter policisti na meji na učinek stavke niso mogli vplivati, pa je njihov vpliv v notranjosti države bil bistveno večji. Če ne pišemo kazni, bi bil državni proračun mesečno oškodovan za okrog 4 milijone evrov, se pravi, to je dnevno nekje okrog 200 000 evrov. Danes jih ne pišete? Danes, takrat, ko jih ni potrebno, jih ne pišemo. Ker tisti, ki je v službi tako ali tako
tako rekoč mora opravljati vse naloge, tisti, ki ni v službi, pa lahko stavkate. Ja, žalostno je to, da država ne poskrbi za nas, policiste, za vse javne uslužbence na primeren način, da bomo nekateri bodo, vsaj začetniki policisti, padli na minimalno plačo, na prag revščine. Sicer pa je po besedah sindikalnih predstavnikov kljub stavki bilo poskrbljeno za varnost občanov, policisti pa so opravljali tudi vse druge nujne interventne naloge. Stavko so podprli tudi novinarji Radiotelevizije Slovenija. Na zboru so izrazili pričakovanja, da bo vlada upoštevala posebnosti RTV-ja in sprejela ukrepe, ki ne bodo ogrozili dela na javni televiziji, poslabšali socialnega položaja novinarjev ter oslabili avtonomije, upravne, finančne in uredniške neodvisnosti zavoda. Opozorili so tudi na težave, ki so nastale, ker vodstvo RTV-ja v začetku aprila na podlagi vladnih uredb ni podaljšalo pogodb 400 honorarnim sodelavcem, od katerih nekateri že več let redno sodelujejo z zavodom. Številni otroci pa so zaradi stavke ostali pred vrati vrtcev in šol. Starši, ki so danes v Mariboru potrebovali varstvo, so lahko svoje otroke prepustili starostnikom v domu pod Gorco ali pa jih odpeljali v Univerzitetni športni center, kjer so študentje zanje pripravili številne športne aktivnosti. V mariborskem vrtcu Studenci je danes zaradi stavke javnih uslužbencev takole samevala igralnica. Ja, pri nas je danes zelo umirjeno, bom rekla. Mi jih imamo od 557 otrok, trenutno prisotnih samo 9. Prazne so bile tudi osnovnošolske klopi. Namesto otrok pa so se na šolskih hodnikih zadrževali le učitelji. Danes je priložnost za medsebojne pogovore o posameznih nalogah, ki jih je potrebno še izpeljati do konca šolskega leta, za reševanje birokratskih nalog. Starši, ki so danes potrebovali varstvo, so lahko otroke zaupali starostnikom v domu pod Gorco. Zdaj, ravno ker smo se igrali šah, pa je prišla ta gospa zraven in zdaj pa bomo pospravili šah in se bomo šli človek ne jezica. Jaz sem rada med mladimi, ker sem bila v šoli z mladimi. In zdaj so še z mlajšimi, pa sem zelo zadovoljna, ker so prijetne deklice. Imamo približno 30 otrok, ki so razporejeni v več različnih skupin, eni gledajo risanke, drugi so v uri pravljic, delavnice imajo, eni se igrajo, človek ne jezi se, pač poskrbljeno je za vsakega posebej. Živahno pa je bilo tudi v Univerzitetnem športnem centru, kjer so študenti za otroke pripravili različne športne dejavnosti. Nogomet, odbojko, košarko, pa nič več. To so večinoma otroci zaposlenih na univerzi, pa tudi ostali so imeli možnost, ampak je bil prekratek rok, da bi se lahko prijavili, da bi lahko tudi bili obveščeni o tem, da mi to nudimo. Tako da danes je tukaj nekaj 20 otrok. Starši pa so se lahko danes odzvali tudi na številne spletne oglase, v katerih so mlade mamice in vzgojiteljice ponujale varstvo otrok. Dijaško gledališče Gnosis z mariborske druge gimnazije je prvo predstavo uprizorilo leta 1999. Lani so se pod mentorstvom Sveta Vurberškega lotili Brehtovega bala. Letos pa zahtevnost gledališke igre stopnjevali do drame absurda. Njihova nova premiera je namreč plešasta pevka francosko-romunskega dramatika Eugena Ionesca. Ionesco je plešasto pevko La Cantatrice Chauve spisal leta 1950. Za pisanje te absurdne drame so ga navdihnili dialogi učne metode za učenje angleščine. Soočenje s tem dramskim besedilom je bilo v gledališču Gnosis mogoče zaradi izjemno nadarjenih mladih igralcev. A nekajmesečni študij igre je v nekem trenutku pripeljal do resnih dvomov, vztrajati ali opustiti. Na začetku se nam je zelo super, potem smo začeli delati, potem smo na eni točki rekli, da mi več tega ne bomo, da nima smisla, da mi to ne moremo. No, potem smo pa rekli, da bomo pač sprejeli izziv. Ker nekako ni bilo karakterjev, nikak se nismo mogli ujeti, ampak pa nas je zamikalo. Da jih poskušaš pač spraviti v tiste vloge note in jim razložiti, kaj pravzaprav predstavlja in da dajo čim več sebe v to not. In potem, ko pa sebe najdejo, potem pa gre zadeva naprej, ne? Zakonca Smith s svojimi puhlicami in banalnim pogovorom in zakonca Martin, ki drugega sploh ne prepoznata, predstavljajo 4 enakovredne osrednje vloge. Odsotnost jasno izraženih karakternih lastnosti likov in smiselnega besedila pa sta igralcem najbolj oteževala študij. Delujemo na tem principu, da se ti izoblikuješ neko vlogo, neko osebnost na odru in pač probaš to vleči skozi predstavo, tu pa je to malo težje zaradi tega, ker če ti govoriš celo predstavo neumnosti oziroma brezsmiselnosti, potem je to malo težje. Jaz sem si ga potem, tega gospoda Smitha, sem si ga postavil kot
pa enega Angleža, takega, ki rad kadi pipo in v bistvu se ima za ful inteligentnega, čeprav je v resnici taki butec in govori take banalne stvari. Tele replike, ki so tukaj, nimajo zveze z tem, kaj je rekel igralec pred tabo. Ta absurd je v tem, da pove nekaj čisto drugega, kot je igralec pred njim dal iztočnico. Prav ta UNESCO-va absurdnost medčloveških in partnerskih odnosov, ki jo na odru odlično upodabljajo mladi gledališčniki, pa je nadvse prisotna tudi zunaj gledališča. Jutri pa bo v mariborski vojašnici potekal drugi krog zbiranja spominov na Prvo svetovno vojno. V Vojaškem muzeju pozivajo vse, ki imajo kakršnekoli predmete, pisma, fotografije iz tistega obdobja, torej med letoma 1914 in 18, da jih prinesejo v vojašnico, kjer jih bodo fotografirali in objavili na spletni strani evropskega projekta Europe Ana, muzej spominov. Svoje predmete in zasebne spomine lahko prinesete jutri do 18. ure v Vojaški muzej Slovenske vojske na Engelsovi ulici in tako prispevate svoj spomin v novo obliko digitalnega muzeja, ki so ga zasnovali na Oxfordski univerzi. Enostavno vzamete predmete, se spomnite, komu so pripadali, kakšna zgodba stoji za njimi, jih prenesete v Vojaški muzej. Posebej moram poudariti, da gre izključno za digitalizacijo in da vse predmete in fotografije vse dobite nazaj. Zadeva se samo enostavno poskenira, poslika, digitalno obdela in objavi na Evropskem arhivu Europe Ana. Odbojkarskim klubom iz Maribora, Šempetra in Kanala se je naložba v mlade igralce obrestovala. Njihove moške, kadetske in mladinske selekcije so se na državnem prvenstvu namreč uvrstile na zaključne turnirje. Potem, ko so Mariborčani v mladinski konkurenci osvojili 3. mesto, so na zaključnem kadetskem turnirju najprej premagali kranjski Triglav, nato pa v finalu še Šempeter. S prvim mestom so nakazali, da se v Maribor vrača vrhunska odbojka. To je moj prvi naslov. Menili smo že prej, da bomo prvaki. In bilo je težko, v finalu smo s Šempetrom imeli težko tekmo. Vzdušje v dvorani Tabor je bilo izjemno. Na tribunah se je zbralo več gledalcev, kot si je ogledovalo prvoligaške članske tekme. Vendar pa so nas tudi trenerji opozorili, da bo to še nek večji pritisk zaradi domače publike, vendar pa nekatere ekipe to uniči, nas pa je, hvala Bogu, danes to rešilo, to navijanje. Tako da neke pretirane nervoze pa tudi ni bilo zaradi te domače dvorane. Sloves najbolj načrtnega dela z mladimi si je v tej sezoni zagotovil klub iz Šempetra. V kar 4 kategorijah je ali pa še bo igral na zaključnem turnirju. S tem, da ima vse možnosti, da se med najboljše 4 uvrsti tudi v mali odbojki. Čeprav v Mariboru ni osvojil prvega mesta, je lahko ponosen, da ima v svojih vrstah najbolj vsestranskega slovenskega igralca v kadetski kategoriji. Sicer meni se ne zdi to fajn, ker pol ekipo to malo ljubosumje dela. Sam sem pa zelo vesel, da sem ga dobil, ker tudi sam se ful trudim, pa hodim v telovadnico, delam veliko tudi za šport, tako da vajno. Kar nekaj kadetov je s finalnim turnirjem državnega prvenstva zaključilo z nastopanjem v tej starostni kategoriji in se seli med mladince. Najboljši med njimi bodo po vrhu vsega našli mesto v članskih ekipah, kjer pa jih čaka še veliko dela, da bodo prikazali tako suvereno igro, kot so jo včeraj v Mariboru. Na vzhodu bo delno jasno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo. Temperature bodo čez dan od 10 do 15, na vzhodu do 18 stopinj Celzija. V petek in soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pogosteje bo deževalo na zahodu, drugje bo dežja manj. Še bo pihalo, v soboto nekoliko manj. S tem tudi končujemo. Hvala za pozornost in nasvidenje jutri ob 18.